Dobar dan, lepo vas pozdravljam v naši lepi Viteški dvorani na pustno nedeljo, tako da res hvala, da ste si vzeli in vzele čas za to, da se podružimo na prvo nedeljo v marcu, ki je že četrtič namenjena prav vam, se pravi članicam Društva aktivov žena oziroma društvov, ki so povezane z delom na podeželju, bi lahko rekli. Tako da imate različna imena, zato ne moram reči, da ste vse čisto iz istih, ampak res hvaležni in počaščeni, da lahko že četrtič skupaj z vami oziroma predvsem zaradi vašega izjemnega znanja in veščin na to prvo marčevsko nedeljo predstavimo nekaj pomembnih delov naše kulturne dediščine. In danes je osrednja dama oziroma osrednja zvezda je pletenica, ki jo je ustvarjala Marjanca Dobnikar. Marjanca Dobnikar je bila med tistimi nosilkami, ki je prenašala svoje znanje in s katero smo sodelovali tudi v muzeju. Danes bi z nami morala biti tako sin kot hčerka, da Boris in Mojca, ampak sta oba žal zbolela, tako da Mojca še na koncu. Opravičuje se pa tudi naša podžupanja, Mojca Flavjanič, ki je pa tudi zbolela. Tako da imamo pa njeno mamo, Tatjano Flavjanič, lep pozdrav. Vi zdaj predstavljate vse, vse z Dobnikarji povezane, pa še vi, tako, še druga šlahta. Tako da smo si res želeli, da pridejo, ampak se pa zgodi, ne da se nič narediti. Ampak zbrali smo se pa v Viteški dvorani, zato ker vam želimo pokazati ta film, ki ste ga vso ustvarjali za doktorico Ivano Kočkar, ki je tudi danes tukaj in je del naše stalne razstave. Pa tudi je prav, da se družimo v Viteški dvorani, ker letos je eno tako posebno leto, namenjamo ga obdobju baroka, se pravi času, ko je nastala ta lepa poslikava Viteške dvorane, in namenjamo tudi 350-letnici rojstva tega gospodiča, Frančišek Kralj Remk je to, rojen v Radovljici, ki se je tako lepo upodobil. Krščen je bil pa 14. oktobra 1675. Tako da ali je bil rojen isti dan, ali je bil rojen prejšnji dan, natančno ne vemo, ampak vemo pa, da je to bilo, to pa je vse arhivsko dokumentirano in letos mu tudi namenjamo to leto. Oktobra, če se komu zdi, da bi šel z nami, bomo šli tudi na 3-dnevno tako imenovano Redimovo pot, ker bomo obiskali vse kraje, ki je deloval, se pravi Prešič, Vogradec, na Dunaj, dva na avstrijskem ter še dva samostana, Tempovija in Kremsmünster, potem pa bomo obiskali tudi njegovo rojstno mesto Radovljico in pa še Ljubljano, ker v Ljubljani še nekaj njegovih del. Tako, to je zdaj malo reklame za 350 let nazaj, zdaj pa se vrnimo v sedanjost in v čas, ko res smo vam lahko izjemno hvaležni, da ste nosilke naše kulturne dediščine, naše snovne in nesnovne, še posebej te nesnovne, ki je izjemno pomembna, ker se prenaša samo znanje iz roda v rod, ker se ne da zapisati na način, da bi jo kar znali, ampak se moramo učiti, kako bi šlo preko celim telesom, ali rokami in umom, do vsem, kar nam lahko pomaga, da se razčino učimo. Ampak danes nisem jaz tista, ki vam o tem razlagala, ker je tudi naša etnologinja Stanka Gogovič, pa potem ona imela glavni nagovor, Stanka? Ja, Stanka vas je tudi povabila in ves čas diha s to dejavnostjo. Veste, da je marec ta mesec po ženskem malo bolj v ospredju zaradi naših številnih funkcij. Prva je ta, da smo se morali res boriti za svoje pravice in 8. marec je posvečen temu, da smo na konec 19. začetku 20. stoletja na različne načine si izborile malo več pravic, to pravic do šolanja, do udejstvovanja v javnem življenju,
do recimo tudi političnega odločanja, čeprav to je šlo po korakih, ne, in da danes v 21. stoletju govorimo o emancipaciji, po enakopravnosti velikokrat na ta šaljiv način, ne, da v bistvu smo nekako prišli do tega, da vemo, kdo najbolje kaj zna in tudi, da v bistvu nekako lahko vsi hodimo v šole, lahko vsi hodimo v javnosti, kakor želimo načeloma, da vsi lahko se udejstvujemo v društvih po naši volji. Vem, da ni popolnoma idealno, ampak če gledamo z perspektive, eno konferenco o trajnosti v dediščini, o tem, kako je dediščina pomembna za ta trajnostni razvoj, ker veste, da če se ne bomo učili iz preteklosti, ne, in če ne bomo znali znanja, ki jih že imamo, uporabljati, nam ne bo šlo ravno lepo, ne, da moramo res malo nazaj v preteklost, bi človek rekel, da bomo lahko šli naprej. Tako da to, torej, najlepša hvala vsem. Imamo pa eno posebnost in sem hvaležna, da bo to zdaj naredila z Mileno Vranetičevo, potem pa naprej. Hvala. Izvoli, Milena. Dober dan. Jaz bi v svojem imenu, kot tudi v imenu vseh nas, če mi dovolite, gospe Alenki, direktorice zavoda, ki skrbi za ohranjanje naše dediščine, še več, ki živi in je zvesta Posavskemu muzeju za to rumeno rožo, podelila en spominek. Namreč ta spominek sem ga jaz prijela od gospe Marjance Dobnikar ob njeni 50-letnici zlate poroke. In če zdaj še to povem, da smo skupina prva, katera je prenesla svoje znanje, smo ji šli v pomoč in smo pogostitev naredili s sladko stranjo, tekočo stranjo, to v fotografijah lahko videli, in ob tem zahvalo mi je dala ta spomink. Lep dan, Alenka, lepo pot, vse lepo. Za našo zbirko, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, to je pa res dragocen spomenek za našo zbirko, za dopolnitev stvari, ki jih že vemo o Marjanci Dobnikar, pa nikoli ne bomo vsega vedeli in smo tudi hvaležni. Tako, zdaj bomo pa za začetek pogledali najprej ta kratek dokumentarni filmček, bomo čim bolj ugasnili luči in verjamem, da bo šlo. Jaz vam želim krasen dan, hvala lepa, tam tako diši, rožice so enkratne, uživajte, jaz bom vsem izvedela, ne bi bojo poročali in se kmalu spet vidimo, ker je res, bomo hvaležni za vse, vedno ste dobrodošli, napišem, pri nas rečemo, kjer ste dobrodošli in kamor se radi vračate in res smo veseli, če se vračate, ne. In če pridete k nam, če se oblikujete programe, če pridete kar tako, v glavnem vsakem siru. Moj rojstni kraj Artiče. Moji dve teti, Marija Zupančič, teta Meče, in Rozalija Ostrelič, teta Zarče, ki sta mi predali znanje oblikovanja poročnih src. Priprava testa za okraske. Dolgotrajno mesenje, testo mora biti čvrsto, a vendar voljno. Priprava kvašenega testa. Za kvašeno testo najprej postavimo kvas. V skledo z moko naredimo jamico in dodamo jajca, olje, sol, rum in malo limoninega soka. Nato dodamo vzhajani kvas in omesimo z mlekom. Testo ne sme biti pretrdo, da ga lahko potem oblikujemo. Ko to testo vzhaja, ta čas naredimo okraske z nekvašenega testa. Najprej oblikujemo dva ptička, ki ponazarjata škarjančke v žitnem polju.
Nato spletemo 2 okrasni kitki. Potem mak v žitnem polju. Izrežem 2 tanka trakova, iz katerih oblikujem 2 marjetici. Ti marjetici ponazarjajo cvetove na travnikih, ki se ponavadi raztezajo ob njivah. Iz 2 svaljkov nato oblikujem 2 plavici, katerih modrino smo svoj čas občudovali med žitnim klasjem. Te motive za okraske so naši predniki vzeli iz narave, da bi z njim častili bel kruh in mu izrazili spoštovanje ter ljubezen. Testo razvaljam in izrežem krogec, iz katerega oblikujem nagelj. Nagelj je krasil okna kmečkih hiš. In tudi, ko so odhajali fantje k vojakom, so si ga zataknili za klobuk. Oblikujemo 2 lista, s katerima spodaj zaključimo pletenico. Prtiček, na katerega položimo 2 prstana in ga nato obkrožimo s tanko testeno vrvico. Oblikovala bom netresk, po domače nastršk, ki je rasel na slamnatih strehah kmečkih hiš. Varoval jih je pred strelo in pred ognjem. Listke narežem in sestavim cvet.
To so zdaj vsi testeni okraski pripravljeni za pleteno srce. Kvašeno testo razrežemo na 3 dele, 2 večja in enega manjšega. Iz 2 večjih naredimo 10 svaljkov, iz katerih spletemo 2 kiti. Ti 2 kiti sta ponazarjali kmečke žene in dekleta, ki so si spletale lase v kite. Nato obe kiti položimo na pekač v obliki srca. Iz manjšega dela testa naredimo zopet 10 malih svaljkov, iz katerih spletemo 2 majhni kitki in jih nato stisnemo v venček. Te 2 venčka položimo na zgornjo polovico pletenice. Potem vse skupaj premažemo s tepenim rumenjakom. Pletenico prebodemo s šivanko in s tem izpustimo zrak iz testa, da nam ne bi med peko razpokalo. Na kvašeno pletenico tako polagamo testene okraske. Pečemo v pečici pri 170 stopinjah Celzija, približno 40 minut. V tem času iz belega krep papirja naredimo prtiček, ki ga prilepimo na podstavek in nanj položimo pečeno pleteno srce ter okrasimo z asparagusom. Srce, ki ga vidimo v vitrini, je moje 615. po vrsti. Po starem ljudskem izročilu je kruh simbol blaginje, srce pa je simbol ljubezni. Vsi
piše v mojem imenu, Alenka, povedala sem Stanka, ki sem celi vami. Drage nosilke nesnovne kulturne dediščine, rokodelke, izdelovalke, papirnatih rož, srčna hvala, da ste se res odzvali v tako velikem številu in pohodile to našo prvo nedeljo v muzeju, ki je marčevska, ki je že 4. leto zapored v znamenju vaših pridnih rok. Samo da se še ozrem na našo mojstrico srčeve pletenice, Marjanco Dobnikar, ki je to svoje znanje, ne samo da ga je razširila znanje, veščine in tehniko izdelave, ne samo po Posavju, po Sloveniji, po širnem svetu. Kot vemo, samo da spomnimo, je njena srčeva pletenica leta 2009 bila natisnjena na znamki Pošte Slovenije. In kot je končala to, je rekla, da je zadnji 2 naredila 614 in 615, je naredila in predzadnjo in zadnjo je izdelala za razstavo Želitovanjska pletenica v obliki srca leta 2000 marca 2014 v Posavskem muzeju Brežice. Avtorica razstave je seveda naša etnologinja dr. Ivanka Počkar, hkrati tudi prijateljica naše mojstrice Marjance Dobnikar. Tako, toliko o tem. Zbrali smo se, naslovljen je ta današnji nedeljski dogodek srčeve pletenice in papirnate rože. Seveda bomo prvo dali v ospredje in potem tudi v ospredje rože, prvo pletenice. Pletenice zato, kot veste, je lani, junija lani, bilo izdelava pletenic vpisana v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. In kot nosilke so vpisane Društvo kmetic Brežice, nekaj je tudi pri tem imel Posavski muzej Brežice, kajti naša draga Ivanka se je že od leta 2012, pa potem 2014, pa še prej trudila in vlagala in hkrati skupaj z vami, društvom, članicam, ki ste ogromno naredile in je to končno uspelo. Hkrati je pa tudi z vami kot nosilci je vpisana pekarna Grosuplje, kajti Marjanca Dobnikar je to svoje znanje z veseljem širila, delila, tako je tudi med mladimi peki v Grosuplju delila to svoje znanje in veščine, tako da so Društvo kmetic Brežice in pekarna Grosuplje vpisani v register nesnovne kulturne dediščine in to je dejansko prvi vpis sploh za izdelovanje pletenic v Sloveniji. Kot vemo, če gremo malo nazaj, je prva nekako omemba pletenic v Sloveniji že v 11. stoletju. Omembe, da so pa sigurne, so pa potem iz 15. in 17. stoletja. V Posavju sledimo izdelovanju pletenic množičnejšemu od 2. polovice 19. stoletja naprej. Potem se je nekaj časa mogoče malo zamrlo, potem ste pa vsa društva dvignile spet to znanje, te veščine prenašate naprej upam tudi na mlajše generacije. Hkrati ima tudi Društvo kmetic Brežice za svoj simbol srčevo pletenico. Toliko o tem, zdaj pa še malo o papirnatih rožah. Papirnate rože so pa v bistvu od izdelovanja papirnatih rož so že vpisane v register nesnovne kulturne dediščine, to, da nimamo vpisane nobenih nosilcev iz Posavja. Zato smo si tudi nekako zadali in vas povabili zraven,
da bomo pa letos s skupnimi močmi probali in oddali to vlogo, da pride tudi do vpisa posavskih rokodelk, izdelovalk papirnatih rož. Sicer vemo, da so papirnate rože se najprej v zgodovini začele izdelovati v samostanih, v mestih in v kmečkem prebivalstvu je to tudi nekako 19. stoletje in so se množično, sploh na kmetih, izdelovale tam nekje do druge svetovne vojne. Kot vemo, so delali te, pravimo, izgubanega ali po domače nam vsem razumljeno krep papirja, ki so ga tudi voskale. Nekako najbolj značilen izdelek so bili poročni šopki zato, ker je bil to čas oziroma obdobje, ko so se poroke bile predvsem v zimskem času, kajti ljudje smo se nekako takrat ravnali po koledarskem času in takrat po zimi ni bilo svežega cvetja, pa tudi potem, ko se je že cvetje prodajalo, ko so že prišle prodajalne, je to bilo nekako ceneje in hkrati bolj dragoceno, zato ker je bilo izdelano iz doma, ker je bilo ročno izdelano. Tako da to je nekako, se pravi, potem se vstavilo, zdaj pa lepo, da se spet to oživlja in da gre in da živi naprej ta dediščina izdelovanja papirnatih rož. Tako, toliko na kratko, zdaj bi vas pa lepo vsa društva povabila na oder, vsako društvo posebej. Najprej bi povabila društvo Kmetic Brežice skupaj s predsednico Zdravko Kampjut in gospo Mileno Franetič, da nam na kratko predstavite, kaj ste danes prinesle in še enkrat, verjetno sem pozabila, to, kar sem že rekla v pogovori, res srčne, iskrene čestitke za vpis. In s ponosom širite in delite to znanje in veščine in ste res nosilke nesnovne kulturne dediščine v Posavju. Izvolite, prosim, vabim vas k mikrofonu, k odru. Samo da bi, kar izvolite. Jaz sem Ida Ostrelič iz Zatič in sicer živim v rojstni hiši, kjer se je rodila Marjanca Dobnikar. Ona je pa moja teta. Tako kot Tatjane Zorjaničeve, ki danes zastopamo družino Ostrelič, tako kot se je pisala teta Marjanca pred poroko Dobnikar. Lepa hvala za vabilo in smo nečaki in otroci zelo ponosni, da je tudi uradno začela s tem, čeprav smo bili malo od začetka skeptični, ampak ji je uspelo. Hvala lepo vsem. Najlepša hvala tudi vam na teh toplih besedah in hvala vam, jaz vas še ne poznam in sem vesela, da ste pristopili in nam to delili z nami. Res srčna hvala. Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu našega društva Kmetic Brežice. Najprej mogoče v osnovi povem, da je kruh po obliki, sestavi in načinu peke naše narodno bogatstvo. In zato moramo ohraniti to izročilo. Kruh živi z ljudstvom, z narodom in naša dolžnost je, da ga prenesemo v oblike, okuse in koristnost v današnji čas, da nam ne ostajajo le spomini na mladost, toplino doma in vonj kruha in krušne peči. Tako bo kultna priprava kruha od včeraj za danes in jutri dobila svojo dušo. In kruh bo živel z narodom, z nami in z naslednjimi rodovi.
In če lahko, tole knjigico sem si sposodila, ne sposodila, moja je, ampak ker je tudi gospa Ivanka res verjetno tu zelo veliko sodelovala, ne? Bi mogoče samo enih par zadev prebrala. Bom skrajšala, nisem mislila veliko, ampak bom še skrajšala. Najprej bi povedala, da so naša dekleta pripravila poročno pleteno srce, ženitovanjsko srce, ki je bilo najbolj imenitno.